Danes tukaj ne stojim sama. Z mano je 6 staršev, s katerimi smo letos v naši skupini za starše odpirali teme, ki običajno ostanejo za zaprtimi vrati. Pozdravljam vas torej v imenu skupine za starše, ki jo vodiva svetovalna delavca. Zakaj smo se odločili stopiti pred vas? Ker smo ugotovili, da se tišina prebije le takrat, ko se nekomu ni treba več pretvarjati, da je vse v redu. Danes smo tukaj zato, ker smo ugotovili, da se najtežje stvari lažje nosijo, če se o njih spregovori na glas. Tukaj smo, da vam pokažemo, da za tisto tišino, ki jo morda čutite doma ali v službi, obstaja prostor, kjer ste lahko slišani. Kaj torej so teme, ki nas povezujejo? V tem letu smo prepoznali 3 nevidne potnike v življenju staršev otrok s posebnimi potrebami. Socialno izolacijo, ki tiho krči svet, čustveni stres, ki postane trajno stanje, in partnerstvo, ki se pod težo nalog včasih spremeni v golo organizacijo. To niso le teorije iz knjig, to so njihova in naša vsakodnevna realnost. Kako bomo danes tukaj delovali? Naša skupina ima redno, vendar danes nekoliko običajno drugačno srečanje. Je tukaj, da služi kot most. Namesto dolgih predavanj vam ponujamo moderiran dialog. Kaj, če bi bilo to popoldne začetek novega načina sodelovanja? Kaj, če bi strokovna odgovornost pomenila prav to, da si upamo videti celotno sliko življenja, ki se skriva za diagnozami in poročili? Mi smo v naši skupini letos že začeli graditi te mostove. Da pa bi to varno in poglobljeno raziskali tudi danes, potrebujemo nekoga, ki zna držati prostor za tisto, kar je težko izreči. Zato z velikim zaupanjem predajam besedo dr. Dušanu Rutarju, ki nas bo vodil skozi današnji pogovor. Dušan, oder in naše misli so tvoji. Izvoli. Hvala, Irena. Pozdravljeni vsi v dvorani, vsi, ki ste se odločili, da ste pripravljeni poslušati in se morda pogovarjati o temah, ki so sicer del našega vsakdana, zlasti pa so del vsakdana staršev torej otrok s posebnimi potrebami. Mi se vsak dan srečujemo z njihovimi otroki. Včasih se srečujemo z njihovimi starši. Letos se srečujemo vsi skupaj pogosto. In ko smo se pogovarjali o temah, se je izkazalo, da so nekatere izjemno pomembne, da so nekatere tako pomembne, da se nam zdi vredno deliti jih z vami. Med drugim so pomembne zato, ker se o njih redko pogovarjajo. Zdi se nam, da se je vredno o njih pogovarjati tudi zato, ker se sicer redko. Res sem izjemno hvaležen, da so danes z menoj starši in ne jih predstavim kot svoje sogovorce. Desno od mene gospa Petra Bratina. Desno od Petre gospa Tanja Bovha. Desno od nje gospa Majda Rubel. Desno od nje gospod Gašper Perčič. Še bolj desno gospa Alenka Paravinja in nasproti mene gospa Vesna L. Komar. Dobrodošli. Res sem vesel, da ste se pripravljeni danes pred vami
pogovarjati z menoj oziroma med seboj. Včasih se vprašamo, kdaj smo imeli nazadnje občutek, da nas nekdo zares razume. Ne samo, da nas posluša, ker je empatičen ali morda sočuten, ampak da nas nekdo zares želi slišati, da nas želi razumeti v tem, kar je najbolj naše. In včasih se vprašamo, kdaj smo imeli tisti nenavadni, trpki občutek, da takega razumevanja ne moremo doseči. Ne glede, kako se trudimo, ne glede, kako se prizadevamo, imamo občutek, da nas drugi v resnici ne razume, da nas ne more razumeti, da nas včasih ne posluša, čeprav se zdi, da nas. Tak občutek je neprijeten. In včasih se vprašamo, kdo od naših partnerjev, bodi si, da je to človek, s katerim živimo, morda poslovni partner, morda sosed, ali pa partnerji, kot so v tej ustanovi, učitelji, psihologi, socialni delavci, medicinske sestre in drugi, ki se redno srečujemo z otroki staršev, ki so danes z nami. In se sprašujemo, kdo je zares naš partner. In včasih se zavedamo, da zgolj potrpežljivo čakamo, da bo nekdo končno zares postal naš partner. In vse skupaj lahko vodi do še enega neprijetnega občutka, ki se včasih porodi, ko zjutraj vstanemo in ugotovimo, da smo nenavadno utrujeni, da smo nepojasnljivo utrujeni, da se nam zdi, kot da smo utrujeni od življenja, ko se nam zdi, da pravzaprav čisto dobro ne razumemo, zakaj smo tako zelo utrujeni. Danes želim z vami spregovoriti o temah, ki niso preproste, ki so včasih boleče. Želim z vami govoriti na iskren, pošten in odprt način. In bi začel z vami, Vesna, velja za vse, ki se boste navezali, kaj bi najraje povedali o svojem življenju z otrokom s posebnimi potrebami, kaj bi najraje povedali bližnjemu ali sosedom ali komu drugemu, pa do zdaj tega niste naredili, ker ste mislili, da ne bi bilo prav, da vas ne bi hotel poslušati, da vas morda ne bi razumel, ali pa ste imeli občutek, da bi bilo preprosto preveč, pa ste zato raje molčali. Kaj bi torej najraje povedali iz svojih izkušenj? Dela. Jaz sem vseh teh letih, mogoče da začem s konca, prišla do spoznanja, da v bistvu prav mar za tvojega otroka jaz samo tebi in da ljudje, v bistvu, da je škoda energije za večino ljudi sploh razlagati. Da največ ljudi pokima, pa si reče, ne vem, Boga, ne, bogi, ampak tukaj ne pomaga, ne. Od začetka, ne vem, pričakuješ podporo, ne, ampak dejansko ljudje, ki nimajo izkušnje s takim otrokom, ki se jim to ne zgodi, je šele zdaj mogoče zadnjih par let se dojela, da niti ne moreš pričakati od njih, da bi te razumeli, ne. Trudijo se tisti, ki so ti, ne vem, ki jih imaš ves čas blizu, pa še tisti sem zdaj, v bistvu niti ne želiš več obrnevati ljudi, ne. Kljub vsemu
postaneš sam. Hvala lepa. A lahko nadaljujete vi, prosim, s svojimi izkušnjami? Moje izkušnje so malo drugačne. Ko hočeš kakšnemu povedati, imaš občutek, da misliš. Pač ti si iskrena, zaradi tega, ker kaj ti samo. Če hočeš povedati, imaš občutek, da na drugi strani nekdo ti želi pomagati, ampak na svoj način. Ne tisti, ki ti trenutno rabiš. Mogoče kakšna podpora, malo na drugačen način, kakšen objem. Samo ti zdaj je stavo. Nič drugega. Gospod Gašper. Vsaka tema ima svoj začetek in konec. Naše zgodbe so zelo težke, ampak tako postavljati je predhodnice rekli. Zdaj želiš se pogovarjati o teh stvarih, ampak po 5-10 pogovorih podojamaš, da je mogoče samo eden izmed teh pogovorov polovično bil sprejet ali razumljen pravilno. Tako poproš. In pač na koncu ostaneš sam v stvari. In si poskušaš sam pomagati, mogoče na druge načine, na drugačne načine. Res pa je, da se pravi, moja družina z otrokom s posebnimi potrebami imamo zelo dober izkupiček, jaz bom lahko iz tem ven črpam svojo energijo in zase in pač za podporo svojim otrokom. Prosim. Živijo. Jaz bi se referirala na to, ravno sem včeraj, meni se zdi dobila e-mail od osebe, ki me pozna svoje celo življenje in smo se nekaj pošiljali skoraj spanja. Ta oseba mi je poslala 98 in sem rekla, če bi jaz toliko lahko spala, ker nimam nikoli možnosti se toliko ne spati. In naslednji mail je bil oziroma odgovor, to je bila elektronska komunikacija, pravi, tvoji geni kameni, vi ste brez vode, brez spanja, brez hrane, če je treba. In v bistvu me tako dojemajo. Jaz izhajam iz enega drugega okolja, hvala Bogu, da ga imam, tudi vedno sem ponosna na to polovico svojo. Res smo malo bolj trdi, vsaj na zunaj. In kao zdi se, da lahko vse premoremo in vedno premoremo na takšen ali drugačen način, ampak jaz sem res utrujena in res rabim spanja in rabim počitek in marsikaj še rabim, ampak pravim, ti, ki me poznajo tudi od vedno, me poznajo, me res od malih. Ti mi rabiš, boš se že znajdela. In večkrat sem tako dobila, ko sem se malo pojamrala, da se bom že znajdela in se znajdem, res se znajdem na koncu, ampak da je enostavno, predvsem biti v enostarševski družini z otrokom s posebnimi potrebami na vozičku, tudi pride to eno tuje okolje, ustvariti si neko okolje varno, sploh ni enostavno. Res ni. Ja, pa se narediš, da je v redu in delaš in spelješ. In tako jema družba. V bistvu je to adapt. Toliko. Narediš se, da je v redu. Hvala lepa. Ja, jaz kot te nadaljevala. Lepo si rekla, kako to vidijo drugi in tako tudi mene vidijo. Prijateljce, recimo, tako si rekla, ko te poznajo že cel življenje in potem ti rečejo, pa sej ti vse spremljaš, kakorkoli je, tako spremljaš, pa greš naprej. In tako, ko ti to pač rečeno, potem tako delaš. Ne? In
si vzame sploh ima pravico, da bi sploh recimo se pritožval, zato ker tudi, ko se pritožaš, te ne vzamejo tako, ne, sej boš, sej, ne, in ko dobivaš skozi te informacije nazaj, v bistvu si potem tudi tako deluješ, no. Spravite do tega, da tako delaš pol dejansko. In tudi več ne jamraš, ne, in se šele takrat, ko se začneš tako pogovarjati, zaveš, da v bistvu sploh ne poveš vsega, kaj si misliš, ne. Ampak greš naprej, delaš in se trudiš in narediš, kaj se da. Pač, da, res sprejmemo. Sprejmemo. Hvala lepa. Jaz bi pa rekla tako, da sigurno smo starši otrok s posebnimi potrebami in s takimi hudimi diagnozi, kot jo ima tudi moj sin. Sigurno damo čez ene težke preizkušnje, tako bom rekla. Starši z zdravimi otroci definitivno nas ne tako razumejo, kakor eni, ki imajo bolane otroke. Definitivno je smisel se povezati vedno s takimi, ki imajo podobne probleme. Čist primer vam dam, primer mojega sina v osnovni šoli, vse je imel prijatelje. Jaz sem se ful sekirala, ko sem pisal v Kamnik, tu bo pa težka preizkušnja, kako se bo on znajel prvič v življenju od doma. Samo neverjetno se je povezal s podobnimi problemi, kamor je res dobil polno prijateljev in sošolcev, ki ga res imajo radi. In zelo uživa, odkar je v Kamniki in sem prav srečna in zadovoljna, da je tako. Sem pa tudi jaz imela en kep preizkušenj, tako bom rekla, sem ustrajala dolga leta s partnerjem, ker na konci sem hotovila, da nisva za skupaj z očetom z otroka. Imel je tudi težave z živci, zdaj so se, hvala Bogu, izboljšale. Tu sem tolerirala 17 let. Potem pa, ko sem zbolela, mislim, par let nazaj, tu je bilo leta 2022, sem imela eno hudo operacijo, sreči se je super rešila. Se je zadeva malo zakomplicirala na UKC-ju v Ljubljani, ker sem imela operacijo hemangioma. Potem še žolčne kamne, 2 v enem operacija in hvala Bogu sem tudi tu dala skozi. Sem pa lahko presrečna, da sem imela obenem pomoč mame in tata doma tiskati, sin je še deloma hodil, se je dalo tu nekako uskladiti. Definitivno pa sem vesela, da imam tudi brata in sestro, ki so mi zmeraj stali ob strani v teh težkih trenutkah, da so me pelali naprej. Tako bom rekla, no. Je pa definitivno za vsak problem se fajn pogovarjati, ker vemo, da dolgoročno zboliš, če ne poveš čustv ven. In tak primer je moj bivši partner, je vedno tiščal v sebi probleme, kar je hudo narobe, je treba povedati ven, je zmeraj pravno za vsak problem. In vse se da rešiti, tako bom rekla. Vse se da nekako rešiti. Hvala lepa. Močna volja pripelje daleč. Hvala. Vi ste omenili čisto na začetku, uporabili ste eno besedo, o kateri bi rad, da še malo spregovorimo. Pravzaprav ste se vse kasneje povezovali s tem, kar je bilo rečeno na začetku. Namreč, izkušnja je, kako težko je doseči, da bi bil kdo zraven nas. Preprosto samo bil ob nas. Zlasti takrat, ko je težko. V življenju so velike preizkušnje pred nami. Lahko bi rekel, da pred vsakim človekom. In ob tem pride do polnega izraza, kako zelo pravzaprav potrebujemo drug drugega. Ampak ne na ta način, ki ste ga izpostavili. Ljudje nam dajo nasvete, ljudje znajo biti zelo pametni, povejo nam, pejt naprej, boš že, imej močno voljo. S tem nimamo kaj si pomagati. To so prazne besede.
Čisto nekaj drugega je pa, ko začutimo, da je nekdo zraven nas. In pogosto takrat sploh ni treba nič reči, ker je bližina drugega takrat pomembnejša od tega, kaj nam reče. Kaj mislite, zakaj je tako težko, da je kdo zraven, samo ob nas, ko je hudo, ko je težko, ko mogoče ne vemo, kako naprej, namesto da nam daje pametne nasvete. Zakaj je tako? Ne vem, po moje tudi tem ljudem v bistvu največji problem je, ko ne vejo, kako pomagati, ko ne vejo, kako pristopiti, ko ne vejo, kaj ti reči, ne? Ker v bistvu te diagnoze, verjetno, kar jih imamo, so neozdravljive, ne? In jaz mislim, da tisti ljudje, ki so nam res blizu, v bistvu se zavedajo tega, da ne padamo več na te, ne vem, pa sej bo, pa sej mogoče bodo našli zdravila, pa mislim, da tisti, ki nas res poznajo, ki jim je res do tega, da vejo, kako nam je, kaj z otrokom, kaj sledi, da... Meni, ne vem, mi smo dve prijateljci in največ mi pomeni, da pridete do mene, oziroma da razumete, da jaz imam res zelo malo časa. Ne vem, soboto ali pa petek popoldne, da grem z njima, ne? In zdaj res, ko se prilagaja, da ne vem, sporočila, pa tudi v bistvu, ko smo skupaj, se ne pogovarjamo o bolezni. Kada me hočete za tisti čas nekako odmakniti, se zaveda, da stane, ne? Ampak tudi sama zborom. Mi nikoli nismo živeli te bolezni. Pač je ta bolezen, ampak mi smo se trudili, da smo živeli pač življenje, ne bolezni. In jaz pravim, včasih za določene trenutke, za določene zadeve ne obstajajo besede, ki bi te lahko potolažili v takšnih situacijah. In kako se ravno pogosto zgodi v življenju, da poskušamo narediti kaj takega. Sprav določene izkušnje v ene predalčke, v ene kategorije, v ene izjave, ki jih poznamo, ki so nam blizu in mislimo, da veljajo tudi za drugega človeka, včasih še za nas same ne veljajo. Govorimo pravzaprav v prazno. Kakšna je vaša izkušnja? Moja izkušnja v bistvu, ko sem prišla na ta sestanek, ko smo se začeli družiti. Pač poveš stvari, enostavno poslušamo se, razumemo se in se ne izoliraš. Nisi tiho. Pač enostavno poveš stvari. In te, se mi zdi, da tukaj smo se sprejeli dobesedno take, ko smo z vsemi problemi, ki jih imamo, z vsemi nasveti, ki smo se jih dali, kaj delati v tem. Se mi zdi, da take skupine, ki smo začeli septembra, oktobra, odprejo te teme, ki mi pravimo, ne? Ko imaš dobesedno na voljo samo sebe pa druge, ki smo, ko sedimo tlele, ko si povemo stvari. Lažje je, breme odložiš. A ni to zanimivo v življenju, vi ste prej rekli, ne, če nekaj časa morda prenašaš, toleriraš 17 let nekaj, lahko zboliš. A ni nekaj zanimivega, mogoče celo več kot zanimivega v tem, da, ko se dogaja to, o čemer vi zdaj govorite, kako se takrat človek nenadoma počuti dobro. Čeprav v sedanjem življenju pogosto mislimo, da je pa ravno nasprotno res. Zadrži zase, potrpi, prenesi, toleriraj, sej Bože. Kaj pa, če se tega lahko zboliš? Dih to je. Ljudje, ki povemo stvari na glas, včasih misliš, da si ne razumem. Ravno zaradi tega, ko poveš stvari, samo zato, da jih poveš, da odpreš temo.
se ni nič narobe s tem, kako veš, kako se počutiš, a ne? Mogoče na drugi strani odpreš nekomu, reče, aha, ni mi treba biti sam. Ampak smo na skupaj, vsi v enem, a ne? Se vsak ima svoje težave, vsak ima svoje probleme, a ne? Sam najdeti tisti trenutek, da se ustaviš, pa da smo mi na prvem mestu. Mi to damo za otroke, to je že res vse, ampak jaz smo pa mi, meni lih to, ko pridem, ali pa enkrat na mesec, pa 2 ure tako ne bi. Kaj bi vi rekli še o tem, kar neposredno izhaja iz tega, kar smo ravno kar slišali, namreč, ko poskušamo živeti skladno s kakšnimi navodili ali pa nasveti ali pa predlogi, ljudje, ki so okrog nas, imajo polna usta takih predlogov. In potem začnemo počasi ugotavljati, koliko ste vi rekli, kje pa sem jaz? Seveda skrbimo za otroke, saj o tem najbrž ni nobenega dvoma, seveda skrbimo, skrbite dolga leta, skrbite zelo veliko, skrbite pravzaprav ogromno. Ampak ja, kje ste vi? Kaj bi vi rekli, kaj bi najraje, da bi se zgodilo? Kaj najbolj potrebujete? Mislim, da mi starši pač najbolj potrebujemo v določenih časih mir, tišino, nek odklop, mogoče, ampak odklop v tem smislu, ključeno stvar otroka zdravo. Da si lahko rečeš, da je en uro ne rabim nič početi, nič razmišljati, nič delati na zdravju, nič poskusiti biti normalno, ampak vedno je težko, ker to zakorenjeno v nas sami. Jaz sem teh stvari gledam skozi to, ker sem tudi osebno zaposlen v društvu paraplegikov v Evropskem, kjer bomo 121 člani, in sem pač njihov šofer, hišnik, čistilnik, natakar. In smo se prvi dan jeli vsem, ne glede na starost leta, se vsi tikamo, ampak tem se znam več poslušati. Ker ima vsak neko težavo, pa se tudi veliki smeji hica. In se nas smeji hica v ščavniku morje, ker vsi razumemo. Ker pač z normalno zdravljenje, recimo, tega ne može. Ja. Tako da ne vem, verjetno vsak neko svojo pot, neko rečo, neko še rabimo, ko si mi tišimo odklop, ne vem, mogoče zdravljenje. Jaz veliko krat sledam, sam sedim, sem pač zelo energičen, treba se res pogovarjati, dajati probleme, težave ven, če druge ne si vsaj ne bi napisali, zato jih izdelali tam. Moja mama imela recimo celo življenje, kar se več spomnim otrokom, potem odrasel, vse ni greme leta. Na koncu 50 let, kolonitis, avtonomna bolezen, transplantacija, tretja ne uspela. Zgodba zaključena. Moramo se truditi in dajati. Hvala. Povejte. Ja, jaz bi vam na valcer spet obrnila, lažje je. Jaz sem z Davidom tukaj prišla 14 let nazaj, v Kamnik. David je takrat začel v Sirius hoditi in ne vem, po kolikih letih sva se ločila z možem. Mož je takrat cel čas bil na reki, med dva sva potovala gor dol. Ampak to ni nobena neka tragedija, bila to sva razumsko vzela oba in je bilo nekako logično. In spomnim se bom spet referirala na tega mojega frenda iz otroštva do besedno iz osnovne šole, ko je on meni en normalen človek, kaj ne reči iz normalnega okolja, kaj je normalno danes, na svete dajal,
za moja buduča, mogoče razmerja, pa partnerstva, pa tak. In mi pravi, pravno moški seksistička, ampak meni to všeč, ker rada slišim to, ker vem, da mi je srca povedal. In pravi, daj, zamoči malo Davida, ne povedati, da ga imaš, ker najprej napaliti, pa potem mislim, to tudi je bilo tako smešno. Mislim, to je bil dobro nameren na svet in res imam resno rada tega predloga. Mislim, brat pa sestra, on nimam sestre, jaz nimam brata, oba sva edinca in njegova žena pravi, da vi ste klon, vi ste dva klona, mislim, to sta res. Ampak to res, ne glede, da je to bil njegov najboljši na svet, ne more biti. Ne more biti, ker v bistvu na nek način tudi, predvsem jaz mislim v moji situaciji, mogoče sem se ja tako zastavila, ampak to je neka enota. Jaz to ne morem razdeliti in tudi David to čuti. On je na mene jezen, če zdaj dežuje, pa ne more ven. V bistvu sem jaz temu za to odgovorna. On je v bistvu jezen na mene, ne na drž, pa na meteorologijo, ne vem na kaj. Na mene je jezen takrat. In vada ga ne morem zamočati, niti na prvi detu. Mislim, tukaj sem šla na prvi det, sem šla z njim, vidi, pogledaj, kaj je to, pa če zmoreš. In je rekel, ti si pa res, ti njih ubiješ in kastriraš te tipe. In je rekel, kaj pričakuje? Evo, to mi je moj najboljši friend povedal, iskreno. In mi dva mala res take, on ima tudi doma zahtevno situacijo, žena težko bolana, znamo življenje dosti dobro razumeti. Jaz sem dojila njegovo hčerko 2 dni, ko je bila ena kriza življenjska. On mi je pripeljal dojenčka in rekel, koliko časa lahko dojiš še enega otroka. In en dan v bistvu je bila pri meni njegova hčerka, dokler se ni zrihtal nekaj. Tako da, sem rekel, mene si najde. Ampak ja, enostavno, tako imaš, ne moreš se ločiti od tega, to se ne moreš ločiti. Največji partner v bistvu v celi zadevi je meni cilj, zdaj dokler to še traja. Potem bomo videli, kaj bo in kako bo. Jaz se bom že znajdel, ampak ja, tako je. Super, pravi ste eno besedo, ki bi jo rad še enkrat izpostavil, kastracija. Vzemo jo metaforično, seveda. Se upravičujem. Meni je pa to pomembno, ker moje vprašanje je pa tole. Kaj pa če v nekem smislu, metaforično, mi ljudje potrebujemo ravno kastracijo? Kaj to pomeni? Kastrirati pomeni mogoče majčkeno zmanjšati naš egocentrizem, naš napuh, našo samovšečnost, kako zelo smo pomembni, kako obvladujemo življenje. Sej ga ne. Na koncu dneva življenje obvladuje nas. Mogoče bi morali biti malo bolj skromni. Na to mislim, ko rečem kastracijo. In ko ste rekli, a ne, zanikati, pa utajiti, zakaj? To so elementarna dejstva življenja. Zakaj bi zanikali elementarna dejstva življenja? Seveda to počnemo, ljudje pogosto to počnemo, ker se nam zdi, da je lažje živeti, ampak na koncu dneva pa ravno to ne drži. Ne, moraš biti pošten, enostavno moraš biti pošten. Pošten moraš biti. V bistvu, bolj jasno resnico poveš v oči, mogoče na prvi mah se mi to slab počuti. Ampak prej slej to pride vam. In jaz res to zagovarjam. Mislim, od mene boš dobil takrat to, kaj mislim. In verjetno ti ne bo prav, mogoče se tudi tem preveč temperament, pa bom malo eksplicitno to povedala, ampak potem se mi pobotamo in je okej. In je to, ker če ti nekaj, meni je splošno ta kultura malo v Sloveniji drugačna od moje, jaz se upravičujem, ampak mi smo bolj direktni v komunikaciji na Hrvaškem, bolj tudi zdravniki, pacijenti, to je jasno to. Tukaj bolj se malo celofan zavito in jaz težko, jaz se malo učim, ampak usledno zbruhne to iz mene. In v bistvu lažje direktno komuniciram.
tudi recimo ta, zna biti poslovna kultura, gledam naše diaspore, ki so v Ameriki in vse, to so te neke fraze, how are you? Tam, kot eden vpraša, how are you v Ameriki, nobene noče odgovora od tebe, to je samo pozdrav. In tudi ta ena komunikacija poslovna, interesting, on se ni strinjal s tabo, on samo noče konflikta s tabo. To so te fore v bistvu. In mi iz tega okolja, ki smo, recimo ta, ne vem, ali sem na Balkanu, moj bi se zdaj na Hrvaškem ful užalili, to na Balkanu. Nismo vajeni tega. Mi smo, v bistvu, ko ti jaz nekaj povem, to je v bistvu način spoštovanja. Jaz se to tako vidim. Če jaz direktno nekaj povem, jaz toliko spoštujem, da ti direktno povem, kaj mislim. Tako da se jaz tu imam še eno medkulturalno diskrepanco, malo v komunikaciji zna biti. Ampak ja, to so take stvari, ki so v bistvu, ki se dogajajo, ki mi čutimo. Tudi jaz to čutim, recimo največ sem zavezana, mislim, največ imam stike v zdravniki, pa take stvari stavljeno, pa seveda tudi. Mogoče sem res predirektna in tu je zna biti malo, sem tudi za težavno označena na račun tega, ampak mislim, da se naprej že opravičujem, če je to tako, ki to videti. Državni zbor zgrešil tam, ko smo mi dali državljanstvo. To je še nekaj časa nazaj od tega. Hvala lepa. Začeli smo z enim izrazom, zelo preprostim izrazom, biti zraven, da je nekdo zraven nas, ali pa da smo mi zraven nekoga drugega. Kako je to eksistencialno upisano v naše življenje, kako to vsi potrebujemo in včasih se zgodi, to vemo, postajajo primeri, ki so ljudje opisali, da je ena najhujših stvari, ki se človeku lahko zgodi, občutek osamljenosti, občutek, da ni tega drugega, ki naj bi bil zraven, ob nas, zlasti takrat, seveda, ko je težko. Ljudje, to je dokazano, ljudje včasih bistveno lažje prenašajo, naprimer, lakoto kot osamljenost. Osamljenost čutimo mnogo bolj boleče, kot recimo, če ne moremo dva dni jesti. Ja, in ta osamljenost se lahko čuti tudi, ko imaš nekoga zraven. Se lahko počutiš osamljeno. In to je bilo res, pač s očetom mojega otroka, z mojim bivšim partnerjem, ker enostavno se on je bil prisoten. Mi smo bili skupaj, ampak njemu je bilo tako težko vse to, da enostavno ni funkcioniral. Ni sodeloval. On je, potem, ko sva šla na razen, je začel bolj sodelovati z Lukatom. Kada mu je bilo, ne vem, še danes ne vem, zakaj točno. No? Sej, kaj je tisto, kar je najtežje biti zraven? Ni hotel sprejeti. Enostavno ni sprejel. Ne vem. Šele kasneje je, mislim, zdaj, tako videti, kot da zdaj je, ampak takrat ni. In ta osamljenost je lahko res, to ni povezan s tem, lahko je 10 ljudi s tabo, pa se osamljen, če te ne razumejo. Ne? Tako da osamljenost je res velik problem. In ne zavedaš se, da si osamljen, če imaš ljudi okrog sebe. Ne? In verjetno pogosto misliš, da je s tabo nekaj narobe, pa da ja, preveč... absolutno jemlješ to na sebe. In mislim, hočeš rešiti, misliš, da je s tabo karkoli, da moš ti, da je pri tebi težava, ne. Mislim, jaz sem bila tako kar srečo, pa mi dva zvuka, pa mi je pač kot družina, no, ker imamo mojo sestro, pa mami pa očeta. Oni so res prisotni in ne dajejo nekih nasvetov, ampak dejansko delajo. Ko moja sestra pride k nam,
ne vem, ona reče, Luka, a te stuširam danes in greš to v kopalnico. Meni to, ne vem, ja, točno to. Ne zato, ker ga jaz ne bi hotel tuširati, ampak če vsake toliko nekdo drug to naredi, ti ful povem, no. A ne, in kako? Da ti v tistem trenutku, ker nisi v bistvu pričakoval, si kar dobil en čas. Ne? In kako je v takih primerih, situacijah lažje živeti, ne? Ja. Ne da bi se delal v tvar, se bo enkrat boljše, ampak lahko s tem živiš, rečeš, ne bo. Ampak ob takih situacijah je lažje. Ja, ti nekdo nekaj podari. Mislim, ampak ne tako finančno podariti. Dejansko to, kar najbolj ravno. Čas, pozornost, v bistvu dobiš s tem. Tako, ne vem. To je krasno. Sem ful hvaležna za to. Super, da, o tem bomo še govorili. Kaj bi še rekli? Jaz bi mogoče dodala še tu zraven prej, ki sem povedala, da sem imela pač težko operacijo, k sreči, zdaj sem zdrava. Tu sem pozabila povedati, da jaz sem partnerju mojemu stala 17 let ob strani, kljub temu, da je on večkrat zbolel, hvala Bogu, zdaj je res boljši, kar je bilo prej. Ko pa je on zvedel, da jaz grem na operacijo na UKC v Ljubljana, tiskrat se je on umaknil za 4 mesece, ni bilo sploh kontakta, ko je zvedel, da grem na operacijo. In tiskrat mi je pa moja sestra rekla, Petra, zdaj pa loti študirati, zakaj si ti zbolela tako, da sploh rabiš tu operacijo. Je rekla, sama si pahala te zadeve tudi z otrokom naprej, za bivša partnerja si skrbela, zdaj se pa postavi zase. In ko mi je ona tu rekla, mi je dalo misliti in v tistem cajtu, ko je pa on meni obrnil hrbet, pol sem pa končala zadevo in na tu sem še danes ponosna, ker sem definitivno naredila pravo odločitev, ker ponavadi je tako, cel svet ti prave pustiti za partnerja, nista za skupaj. In po na konci pa ugotoviš, da se ti dejansko zgodi ena taka zadeva, kdo te ima res rad v takih trenutkah. Tako da sem ful ponosna na mojo odločitev. In tako povedala, družina, ta pravi partner tu definitivno ti najbolj pomaga. Poleg pač te ustanove Kamnik Cirius, kamor sem res hvaležna, da je moj otrok zaenkrat tudi tukaj, da se tudi starši malo razbremenimo, ker vemo, da niso enostavne. Najprej bom povedala, kronični stres definitivno je prisoten pri starših s težko bolanimi otrokmi in ki ne hodejo ali bilo kakšen problem. Ko je v puberteti, se najbolj zaveda otrok samega sebe in takrat mu moramo res stati ob strani in dajati kakšne korajžne besede. Dejansko, tako bi povedala, jaz na sinovem mesti, zelo občudujem, ker ne hodi, sem zelo ponosna nanj, ker me si kakšen v takem stanju bi lahko že imel konkretne težave v takih letih. Tako da sem kar ponosna na sina, da se bori s hudo zadevo. In še nažalost, da se v smisli zdravil prav nič ne premika, kljub temu, da so ful obljubili na pediatrični kliniki Ljubljana. Že leta 2020 so obljubili, da bojo dali nadomestnik steroidu Valmeorolon in še zdaj z tega stališča niso naredili seveda nič. In ko starši kaj rečemo, nam samo reče, ja, sej tu ne reši nobenega problema in pol vidiš, koliko je ura. Jaz sem toliko zdravja med tem časom, ravno na to diagnozo otroke iz zdaj najnovejšim zdravilom, otroke iz Bosne, Srbije pa Črne Gore. Na naši pediatrični kliniki naši fantje počakajo. Ja, ostale države so dobile zdravila, sem še Slovenija nima za duševno mišično distrofijo, kar je totalna katastrofa. In ja, posebno bi izpostavila starše, kot sem tudi jaz v eno starših družinah. Lahko povem pač, da me dejansko najbolj izčrpa poleti, ko imam sina 24 ur na dan, ali pač, ko je imel dvomesečno prakso, ki je upravljal letos prav na Primorskem. Posebej bi tudi poudarila, da me malo mote, da kljub temu, da ima sin tako diagnozo, da smo starši v počitnicah in ko ima pač sin prakso 24 ur doma,
je nekako sramota, bi rekla, da država plače starše samo za 4 ure jim teče delovna doba, kar je zelo skrajno s pametjo za pogledati, ker niti država se ne zaveda, s kakšnimi problemi se mi dajemo doma. Ne? Poleg tega pač, da ima sin en kup zdravil, ga moramo vsakodnevno tudi staviti v električno stojko. V času počitnic bi najbolj izpostavila en vikend, en praznik in pač, ko je doma. Potem opornice, delati sama fizioterapije, plus tu ga še voziti na fizioterapije. Letos je tudi to problem, ker v naši vasi delajo vodovod, je to tu kar problem. Niti nima kdaj volje jeti z vozičkom, ker je vse prekopano okoli naše hiše. Najtežje bi pa izpostavila je pa pri tej diagnozi obračanje po noči. Otrok teh težavnosti se noben praktično ne zaveda, ker nima podobnih problemov. Sploh pa, kamor so v enostarševskih družinah, tu bi res poudarila. Tako mi reka, seveda so tudi lepi trenutki, ko sva skupaj s sinom. Sam najhujši je pa takrat, ko jaz zbolim in ko ga moram, če sem kdaj bolana ali kakoli, ga moram sama rihtati. Tudi, če vem, da imam vročino, vem, da ga moram spraviti po koncu. Na bivšega partnerja pa se ne moram 100% zanesti, ker je tudi živi drugje. Ima tudi svoje težave, zdaj tudi moj bivši tast je zdaj na vozički, tako da imamo pestro, no, bom rekla, v familiji. Najbolj me pa rešuje, bi rekla tu, da sem še funkcionalna, definitivno, da se čim več družim s pač prijatelji ali znanci, ki imajo podobne probleme, da se dosti gibam po naravi, da grem hod, tu mi da največ energije in tudi v najbolj težkih trenutkah mi je tu dejansko najbolj pomagalo. Ali telovadba, ali orbitrek, ko sem izčrpala kdaj, da grem proti televizijo, da vem, da imam mir, tu definitivno najbolj pomaga. In najbolj pa, tako mi rekla, včasih tudi pride brat z Ljubljane, mi mogoče sam za 1 urco ali pa par urc povarva sina, to je pa res ključnega pomena, ali pa moj oče, če le upa, sam tudi on ima že 70 let, ima tudi svoje probleme. Na mamo se spet jih ne moram zanesti, ker je imela zdaj nek strt, ima probleme s krčnimi žilmi, tako da ne sme dvigovati in vsak tudi ne zna uporabljati dvigala in dvigovati otroka, ne? Zato moraš biti kar vešč, definitivno pa izkušnje so naredile me močno in tudi sama zase bom tako rekla, si nisem upala misliti, da bom tako dolgo cajta tudi fizično sama dvigovala sina, kolikor sem tako bi rekla, nisem kaj ta zapričakovala, šport pa definitivno najbolj pomaga, da greš naprej. Hvala. Uporabili ste eno besedo, za katero bi rad še malo poveste o njej, in to je dar. Kaj je bil za vas največji dar od trenutka, ko se vam je bil sin do danes? Ne vem, največji dar. Prvo on sam, potem pa v tem trenutku, kaj mi je največji dar. Jaz sem doživela v bistvu postavljene diagnoze, pa potem pač kaj je pešal. Jaz sem doživela jih 2-krat, da so me ljudje celo vprašali, če bi vedela, kako bo bolan, če bi se odločila za splav. In jaz moram priznati v tistih prvih trenutkih o postavljanju diagnoze, pa polka, ne vem, izgledala že svoje. Jaz moram priznati, da sem se enih 2-krat vprašala, ne? Ampak zdaj, ko gledam Bora, kaj vse je dosegel v življenju, kakšno voljo ima, kakšne, v bistvu se ne preda, s kakšnim optimizmom on ne more nič več. Se on, kaj lahko še ne vem, vozil roke čist malo uporaba, se on je 40 ur odvisem, ampak koliko ima ta otrok, jaz se vprašam zveri otrok, pa bo star 22 let, koliko ima voljo in nikoli se ne bi odločila za splav, ker ta otrok je bil, jaz pravim, on je bil poslan, on je vedel, kam pridati, ne. Sej ti se narodiš, ne vem,
po eni strani se strinjam, ne, ampak noben se ne rodi tako. Ti se naučiš biti tak starš. Ne? In jaz sem se na začetku hudo, jaz nisem videla izhoda, ne? Ampak potem sem se zelo kmalu odločila, da ta otrok, v bistvu dva otroka rabita mamo, ki imamo vzgled, mamo, ki se bo borila, ki se ne bo predala in točno tak, jaz danes rad govorim. Jaz sem vedela, da otrok ne rabita mame, ki se bo smela sama sebi, ki bo jokala, ki bo ne vem kaj. Vse smo se jokali, v bistvu, vse so bili težki trenutki. Vse smo tudi ta čustva dali vam, pokazali, da nam je hudo, priznali, da nam je hudo, ampak zmeraj, ne vem, smo gledali, gledaj, pač tako stanje je in jaz vam to neverjetno srečo v življenju, da karkoli se zgodi. Jaz se takrat ustavim in si mislim, ok, stanje je tako, kaj lahko najboljš, kako štartati od zdaj naprej. Se lahko, ne vem, življenje, ne vem, čez noč, meni je septembra za rakom umrl partner. Borga je zdorati. Ona pa sem se res razumela drugega. Partner je bil tudi na vozičku, ista distrofija. In spet življenje se ti obrne za 360, ampak pač to življenje imamo. Treba ga probati čim bolj izkoristiti, pa kljub temu pravim življenje je lepo, sem videti moramo. Pa jaz sem tudi to srečo mogoče, sicer ne vem, odkje bi ta moč, ampak jaz bom vedno videla še hujše primere, rečemo, od naših, še večje stiske od naših. Nikoli ne bom rekli, joj, on pa lahko, še ne vem, rečemo, če gledam Bora, pa še kakšnega, on pa lahko, še zmer vidim, kaj Bor še lahko, ne? In mogoče da tudi to uportaš, ne vem. A ni to izjemna življenjska izkušnja? Včasih se mi zdi, da bi raje zbežali pred kakšno zahtevno zadevo, pa si mislimo, da bi bilo to lažje. Vaša izkušnja je pravzaprav ravno nasprotna. Počasi ugotovite, pravzaprav koliko neverjetno veliko moči imate. Česar morda ne bi ugotovili, če bi bilo življenje bolj enostavno ali pa lažje, recimo. Izkušnja, pa jaz pravim, gledam nazaj, to je bila posebna odločitev. Odločitev. Kakšno imamo otroka rabta in... Ne. Sej, življenje pravzaprav iz tega zornega kota, o katerem videli govorite, ni nič drugega kot vrsta preizkušenj. Ene so manj zahtevne, ene so bolj zahtevne, ene so pa zelo zahtevne. In ko se naučimo, ali pa če se naučimo, namesto da bežimo pred njimi, soočati z tem nekaj neverjetno zanimivega, kako smo ljudje narejeni, da lahko v tem odkrivamo to, kar vi pravite. Celo smisel življenja ali pa, kot pravite, da me to gor drži. Sem zadnjič prebrala tako, počem pregovor, da ti analožijo toliko, kakor boš lahko nesel, ne? In potem tako, ampak počasih si res želim, da ne bi tako goreli mame. Zelo pošteno. Bi si rabila malo odpočiti. Ja. Časih je pa malo tudi manj. Super. Kaj je bil za vas največji dar? Največji dar? Največji dar v življenju, nekaj takega, za kar bi rekli, to je bil pa res dar. Dobila sem darilo. Luka je 5. otrok od 6 in on je meni dal zagon. Dobesedno. Pač, ker bo treba nazaj na šiht, v službo iti, je tako, kot praviš ti. Nekaj se zgodi, ko rečeš, to ne vredem. Pa ne zaradi tega, da ne bi zmogel. Ampak malo preceniš, ali že otroku tisto, kar hočeš dati, zato da on se postane noge
In meni je dal Luka, da sem se postavila zase, čisto iskreno. Luka je tist, ki on kogarkoli pogleda in nasmeh na obrazu. Pač eno pozitivno. In ja, on je tisti, zaradi katerega verjamem, tukaj v Siriusu, in ko sem prišla sem, Tina in Ivan, naj je sprejela, to je čist drug svet. Tle ni obsojenja. Tle si dobesedno tak, kakršen si. Ni slabe volje. Kamorkoli pogledaš, vsi se smejijo. Ne vem, jaz nisem dobila ta občutka, jaz sem dobila samo podporo tukaj. Ja, dobesedno. Ja, in ko vidim, kako Luka sem pride z največjim veseljem, on v soboto vpraša, aj danes ponedeljek? Ja, ne, ni. Ko mi čaka šolo, sto povedaj sprejet. Brez obtožujočega pogleda ali pa ne vem, ko se vada zakadi, pa reče, živjo, kako si. Pač, to je tisto, kar bi jaz rada, da imamo vsi. En žar v očeh, da si pomagamo med sabo. Da ne glede na to, ali je nekaj slabe volje, ki ga vidiš, pridi do njega. Pa se dajmo ponuditi mogoče roko. Pa pokazati, da smo vsi ranjeni, pa da rabimo samo en pogovor, pa ne zapomni. Super, ker smo vsi ranjeni. In kako se včasih izmišljujemo razne tehnike in metode in protokole, skozi katere ne bi šli, da bi se nekaj v naših medsebojnih odnosih spremenilo. Vi pa govorite o nečem, kar je zelo preprosto. Biti zraven ob drugem človeku. Ne rabimo nobene metode, nobene tehnike, nobenega protokola, samo biti zraven in upati si biti zraven. In vemo iz izkušenj, vsi vemo iz izkušenj, kako je velikokrat najtežje drugemu priznati, pokazati ravno to, kar ste omenili, da smo na neki ravni, smo vsi isti, vsi smo ranljivi in ne samo, da smo vsi ranljivi, ravno zato, ker smo ranljivi, smo zagotovo bili tudi že velikokrat ranjeni. Ampak kako po drugi strani želimo drugega prepričevati pogosto, da smo mi drugačni, kot da za nas to ne velja, mi smo pa čisto nekaj drugega, ker nismo. Hvala lepa. Kaj bi vi rekli glede daru? Jaz bi rekel, da je največji dar v mojem življenju, da se da poleg matica, otroka s posebnimi potrebami, ampak ker je to dobrega, koristnega, pametnega, pa misl v moje življenje, koliko sem se jaz od tega naučil. Ne vem, živeti, potrpiti, pa magari zraven še, ne vem, vrtnarstvo, ker imate tudi otrok brez debelega črevesa in se pač tudi veliko svoje zanimove pa delati. In drugi največji dar bom rekel pacientnost. Definitivno. Ker tudi mi smo bili z matice 3 leta v redni osnovni šoli, ki je bil rekel že prvi teden delano do starih sošolcev, na drugačen način se je pogovarjal, na drugačen način se je igral in pač dobiš od 2 otrok, ki sta vodila v razredu, neko nalepko, in si otroci povedali. Tudi 3 leta smo se pač trudili in zelo ustanovili z učitelji, z otroci in starši, glede na to, da se je stvar kazala neizhodno, brez konca in kraja, smo lahko na koncu pristali tukaj in zdaj tle, bom rekel, v tem cvetu Siriusa, matic cvetit, kako bo že omenjeno, tudi on vprašal, sem bil tu zjutraj, kaj pa, če bi me Sandi prišel iskati, Sandi pač ne boš kaj. Ali pa med počitnicami, 2 dni po počitnicah, a tebe Sandija pokliče. Zakaj, če imaš počitnice? Tako da res otroci radi sem hodijo, so veseli, radostni, med sabo se smejijo. Jaz mislim, da tako pa se otroci med sabo razumejo, se tudi nam je vsem veliko lažje in bolje. Hvala lepa. Kaj bi jaz povedala, da smo
osnovi nisem neka zelo slaba oseba, ampak nisem niti posebej dobra. Me pa David mogoče boljše naredil na enem področju, ki ga nisem znala. In to je res, to je ena posebnost. In res obudil ene stvari, za katere, če bi jaz brala o sebi 30-20 let nazaj, brala knjigo o mojem življenju, bi rekla, ne, jaz to ne bi zmogla, ampak očitno ga. In očitno vidim, da je možno in zato to mislim, da je v bistvu ti da, mislim, da dobro v bistvu se je išlo, ne glede, da izgleda obupna stvar, mislim, da je to prav to, ki ste povedali, da vidiš, koliko lahko zmoreš. Vsi so zelo hvalili Sirius, ampak jaz vam zdaj tukaj moram povedati, 14 let smo tukaj, jaz vas tudi hvalim, res vas hvalim, sem izredno hvaležna, da smo tukaj. Ampak glede na to, da imamo 14 let delovne dobe, jaz temu rečem, ker na nek način jaz hodim v Sirius tudi. Res smo se spremenili. Spremenili smo se tudi kot družba, spremenili smo se vsi skupaj na nek način, predvsem sem to začutila od korone naprej. Bolj protokolarni smo ratali. In to je to, kaj recimo na nek način mogoče malo težko vidim tudi to prihodnost in to je največja skrb moja v mojem življenju nasplošno, ne samo za Sirius. Bolj sem bila, absolutno razumem, zakaj je to tako. Mi smo se večkrat pogovarjali osebno z enimi voditelji, tudi prikimavajo eni iz publike. Razumem, zakaj se zavod mora braniti, mora protokol imeti, mora biti jasna regulacija. Jaz to res razumem, z možgani razumem, ampak težko čutim to, ker sem bolj vajena neposredne komunikacije, neposrednih stikov. In marsikaj enostavno ti otroci niso hasap, niso to neki zrezki tam v kuhinji in ne moreš jih ti normirati. Ne moreš niti naše življenje. Najbolj tudi v tej celi situaciji, kakve smo, nekako se najbolj znajdemo in razumemo starši otrok s takim, tudi časovno imamo čas takrat, ko lahko, tudi imamo podobne neke stvari in se mogoče ampak nobeden od nas ni isti. To moje najboljše prijateljice, ki jim jaz dam moj najboljši nasvet po tem, kako jaz mislim, to je moj nasvet in moje izhodišče, ampak niso ga sprejeli, ali so ga sprejeli s tako večjim odmikom, ali so ga odklonile. Ker v bistvu vsak je za sebe zelo poseben in vsaka situacija je tako posebna, od otroka do družine, do situacije in ne more biti. In zato ta naša ustanova, spet bom povedala naša, ker jaz se res vzamem za našo, kako se nam preveč normira, jaz osebno, to je spet moj občutek, to težko dojemam, oziroma meni je to težko, ker jaz sem vajena uleteti noter, pa ne zato, da bi vas kontrolirala, zdaj da poberem, ker gremo zdaj tam si. Ker to je meni drugi dom tukaj. Blizu smo, sva, in ta bolj neposredna komunikacija, to nekaj, na kaj bi jaz mogoče malo apelirala, ker to nam je počasi začelo, vsi smo se tudi kot družba, pravila in potem se v tem zgubi ena ljudskost. In kje bom jaz s temi pravili? Pa ne moram jaz vsakič pogodbo prebrati, kako bom jaz to dala otroka. Mislim, tu mi gre, to imaš ti zato, ker ti delaš tukaj, oziroma ti vsi, ki ste zbrali to delo tukaj, jaz vem, da ste ga zbrali s srcem, jaz si ga nisem zbrala, meni je prišlo. Meni enostavno je naloženo, jaz sem se priučila pred zdel. Jaz sem računala, da bi David, ne vem, ploščice mogoče polagal. Super. Ampak enostavno sem sprejela situacijo, vzela in dela to, vzela sem to kot svojo službo zdaj in poslanstvo. In pa spet ne me vzeti kot kritiko, no, jaz zelo dobro sodelujem, ampak ja, ratali smo vse problemi.
vse moramo na nek način normirati ure, normirati to, pa sama se soočam s tem kot osebna asistentka. Za mama osebna asistentka je skrbnica, a to ne gre skupaj. Ne more biti. V bistvu, in zdaj mene Center za socialno delo nekako kontrolira, mislim. Kje so te vloge, kje se to pretaka, kateri normativ je kje? Tako da, take stvari, to so stvari, ki mogoče mi konkretno imamo take ene težave, a vzgled, največji vzgled v bistvu vidiš, ravno tukaj Vesna rekla, ki so še težji primeri, vidiš težje primere, recimo eden od njih je meni Vesno, da je pogledam, pa vidim ene mame, ki so že zdaj v Siriusa, vidim njihovo življenje, čez par let vidim, kako se one spopadajo s svojimi life, zdaj sem v stiku, vidim, kako to izgleda. Vsak se po svoje nekako znajde in plava v temu, kak je. In večkrat bi sem povedala, verjetno eni znajo, od koga so te besede, od ene mame, ki zdaj več otrok ni tukaj, je rekla, uživaj, dok lahko še. Večkrat je to povedala, ta moja mama. Uživaj, dok še lahko. Ker v bistvu to je edina institucija, kjer ti mirne duše predaš otroka za toliko in toliko ur. Jaz ne vem, tako ima drugo. Institucija, če govorimo o instituciji, jaz tudi lahko predam nekaj časa Atiju, ampak potem poplačam to na drug način. Samo, David lahko gre za 3 dni nekom s Siriusom, jaz bom mirna. To pa je. Pravim, to malo pogrešamo, to osebno, bolj pristno komunikacijo, to pa res. Hvala. Dajte, prosim. Nadaljevati, oziroma mogoče... Kaj je dar? Ja, o daru, ampak se to je povezano, mogoče sam še dodam, ne, kaj je največji dar v vašem življenju in ali je to kako povezano z osebno, pristno komunikacijo? Ja, to sem hotela v bistvu izpostaviti, da ko sem poslušala, sem se zavedla, da v bistvu je največji dar, ko imaš tacega otroka, to, da se ti ni treba, da spoznaš, da se ti ni treba več ukvarjati z v narekovajih brezveznimi problemi. Koliko točk bo imel otrok v šoli, kakšen uspeh bo imel, na katero šolo se bo vpisal, to te več ne zanima. Amazonija, ker ima toliko hujših zdravnikov in tako naprej. Ja, v bistvu si niti treba. To ti je prišparan. Vse to ti je prišparan. Ker imaš čist druge okupacije okrog njega. In ko poslušaš potem vse okrog pač svoje prijateljce, sorodnike z otroci, koliko imajo enih težav. Viš, da ti v bistvu sploh nimaš, ne? Kako si srečen. Tako se vpisal v šolo. Mislim, v bistvu moraš sam poskrbeti, da ga prepričaš, da bo šel, da bo delal šolo, pa da bo hodil v šolo, da bo toliko se učil, da ima tiste dvojke, da gre naprej, da dela, ne, zato da pač nekaj počne, da napreduje, da se skozi uči, ampak uči za življenje svoje, ne za točke, pa za to, kam bo spremljati, ne, pa kaj bo potem delal, ali bo ploščice polagal, ali bo vzdelnik. To je zelo pomembno sporočilo. Vi govorite o tem, da postanejo ene vrednote malo bolj pomembne, kot so ene druge, ki so pa zelo pogoste. Ja. Pogosto se ljudje trudijo ravno za to, se pravi, kjer točke, kam jeti, kam prijeti, koliko zaslužiti, kjer status, kam splezati, kako biti, ne vem kaj, že uspešen in tako dalje. Vi govorite pa o enih drugih vrednotah. Ja. Ja, in
v bistvu, mislim, se je malo smešen, ampak z tega vidika nam je res lažje. Ok, super. Hvala lepa. Moj dar v življenju bi rekla, da definitivno je moj sin. Je bil že poseben otrok že od rojstva in že v osnovni šoli, ko so pravljali te opise, se spomnim, da so rekli, da je kar nadpovprečno brihten in jaz mislim, da se bo res hudo zadevo. Včasih po moje se starši malo bolj sekiramo kot oni sami, tako se mi včasih zazdi, no mogoče imam narobe intuicijo. Ko je rekla tudi moja sestra, moj nečak Miha nima v nogah, ima pa v glavi zadost. Je pa močna oseba, sigurno me skrbi, zdaj enkrat je v tebi ustanovi, za kar smo res hvaležni, hvala Bogu, ker v enostarševskih družinah res je to težko folgati. Osebno čez vikend je ta velika počitnica in tako, kaj ga imamo dalj časa. Ne zavedajo se tudi ostali starši, koliko problemov imamo, če imamo nadstropje v hiši, ko ga imamo pri nas, moramo uporabljati stopnični vzpeljalic, električni. Enkrat peljem sina v zgornji gor, drugič vznoter gor. Si pa ne predstavljam čas, če bi z njim živela sama v hiši, bi bila to težka funkcija. Me pa definitivno skrbi, kadar bo končal tle šolo, kako bo pol naprej, ali bo šel na faks, vem, da to bo cel projekt spet za urediti te probleme. Kako bo dobil službo, definitivno to bo težko, ker tu sem tudi opazila, zdaj, ko sem mu iskala obvezno prakso, že za 2 meseca je težko dobiti, ne predstavljam si pa za otroka v vozički, kako to upjele naprej, ker vemo, da so invalidi pač težje zaposljivi. Sam jaz ga probam čim bolj tako pozitivno usmerjati in da razmišlja čim bolj pozitivno, da bo tudi sam enkrat prišel do svoje službe. Je pa definitivno važno, da se čim bolj poveža z ljudmi, prijateljami, da ima tega čim več. Da mu bo dnevno v življenju lažje, kar bi bil kar staršem definitivno najbolj pomeni, ne? Ker seveda nas skrbi prihodnost, posebno takih otrok. Če so otroci normalni, je malo drugače, ne? In zdravi, definitivno. Sem pa hvaležna, da ga imam, me je naučil vzdržljivosti, potrpežljivosti, definitivno. In sem tudi odkrila, da imam tak karakter, ki zna biti vzdržen, no? Tako bom rekla. In tudi sina res občudujem, ker je tak iskren, družaben fant in odkar je v Kamniku je dobil ful prijateljčko in vsak vikend me sprašava, mama, kdaj bom šel nazaj, da bom spet v družbi z mojimi prijateljami in mu je res všeč tukaj, no. In to je lahko izvrstno izhodišče še za naš zadnji krog. Kaj bi na podlagi vsega tega, kar smo povedali, na podlagi izkušenj, ki jih imate, kaj bi lahko ali pa radi sporočili, če bi imeli to priložnost, staršem otrok, ki nimajo posebnih potreb? Postavite se prioritete, ki so pomembne v življenju. Prva sigurno zdravje. Pacienta, da imate zdrave otroke. Cenite samo življenje. Izkoristite vsak dan. Kar pa nas tudi, ne vem, v naši diagnozi istovečno vprašanje, koliko časa še ne. Jaz sem se to nehala spraševati, pač cilje imamo, niso tako grozno dolgoročni, so kratkoročni. Cennost, pač vse skupne trenutke. Ampak res,
prioritete se postavlja v življenju, kaj je res pomembno, ne? To. In kaj ni, ali pa je veliko manj. Pa se sami zdi, da je. Ja. Hvala lepa. Ne, vas ne bo strah. Ne vas ne bo strah, ker ste ravno tako ranljivi kot vsi drugi. Kot vsi. In ranjeni ste in ravno tako potrebujete, zlasti v težkih časih, da je nekdo preprosto samo zraven vas. Samo to, naš drugega. Vse to je tako en drug ravno, čas, da smo to, kar smo brez tehnologije, brez vsega, da gremo nazaj k temu, kar nas združuje, ne razdružuje. Da se vzamemo pač en za drugega čas, da smo samo tukaj zraven. To je to, ali da ne bo strah vprašati, kako si, ampak dobesedno. Kako zares si. Kako zares si. To je tisto, kar šteje. Hvala lepa. Spoštujmo se, poslušajmo se. Cenite tisto, kar imate ali imamo, ker v dobi kapitalizmu smo vsi naučeni, pa če te ne naučeni, se pa sam naučiš, kjer vidiš. Vedno bolje ali več. Vsi hočemo, ali pa želimo. In tudi otroke, mlade, majke, 5 let stari, poslušamo vas. Hočemo. Vsi ne ve, kaj bi se da hočemo. S tem, da otroci pravijo, hočemo iPhone 17. Kako pa zdaj se vprašam, kaj je Samsung na rovo? Ne znam odgovoriti. Ker pa še reklame, da ni podpojnico, nismo vsi podrženi tim. Bodimo zadovoljni s tistim, kar imamo, potem uživajmo, dobimo pač svoje življenje naprej, svoje življenje. Ker življenje je lahko preprosto, zakompliciramo ga lahko samo se. Drug je težko zakomplicirati. Ker ste lahko sam sebi je preprosto. Kaj bi jaz povedala, je, jaz v bistvu spet izhajam iz svoje situacije in valjda enkrat bom v tej družbi pustila svojega otroka. Me pa malo skrbi, kako vzgajamo otroke na splošno med to zdravo populacijo, res me skrbi. In tudi sem večkrat tako med enimi internimi pogovori tukaj v Ciriusu, bivši tudi sodelavci, ki so bili tukaj, ki so zdaj v enih drugih okoljih, pa so rekli, mam, pa ti naši v Ciriusu so bolj vzgojeni, kot pa ti, ki so po rednih šolah. Ne? Ali pa bolj normalni si, ne vem, narekovaj, zdaj se oproščam, če je to normalno, kaj je normalno. No? In mislim, da je še vedno, ne glede, da smo društvo izobilja, to, kako si povedal, res smo družba izobilja, imamo vsega dovolj in preveč. In ravno to je past in mislim, da ni treba nehati vzgajati otroke in da to, ki smo se premaknili v to hudo demokracijo, ni najbolj pametno in jaz sem res zagovornik, ker sem mogoče zdaj prehuda, ampak sem bolj zagovornik določenih tradicionalnih vrednot, predvsem pri vzgoji, ker te tradicionalne vrednote tukaj ne moreš grešiti na koncu. Tam je, potem se pozna, vse se pozna se tudi empatija, tudi pripravljenost na delo, tudi odgovornost. To zagovarjajo te tradicionalne vrednote vzgoje. To smo danes kot družba zgubili. Kaj ti misliš 5 leti, kaj čutiš, kaj dobro, kaj moraš, gotovo, nimaš kaj, to je tak je pravilo in v bistvu mislim, da bi to malo, da smo tukaj malo falili, no. Ampak nisem jaz noben pedagog, daleč sem jaz od tega, me pa skrbi, ker bom enkrat pustila svojega otroka, ki ne bo znal najbolj poskrbeti za sebe v tej družbi, ki bo polna takih otrok, ki danes odraščajo. Me pa res skrbi. Mene to osebno skrbi.
In tudi mi bomo enkrat stari in bomo imeli enega negovalca v domu, Bog si ga vedi kakšnega. Tako da, take stvari, ja, to bi rekla, ker preveč, vse mora družba poskrbeti za nas, vse nekdo drugi mora narediti. Ni tega luksuza. Moraš tudi sam nekaj narediti. No? To je treba in to odgovornost treba od malih nogu vzgajati. Tudi David ima določene odgovornosti, ki mora narediti in mu ni všeč. Valjda mu ni všeč. Jaz sem mu največji sovražnik doma. Mislim, sem mu edini sovražnik doma. Ampak mora, kaj če ima svoje odgovornosti in tako bi morali imeti tudi ti, ajmo reči, zdravi. To je za to. To je edino, mogoče je grobo, mogoče tradicionalno nazadniško, ampak mislim, da je to ključ. Ja, jaz sem imela v bistvu sama en stavk pripravljen, pa že Majda vse povedala skoraj. Mislim, če bi staršem zdravih otrok, bi jaz rekla samo to, ne delite invalidov iz svojih otrok. Samo to. Ker dejansko, ne vem, mislim, čistko Luka, v življenju ni jedel pasirane hrane, ker sem se toliko bal, da ne bo govoril, ker so nas toliko strašili s tem, da je jedel koščke že takoj, ko je začel jesti pač hrano po žlici, ne? In tako naprej. In tudi ostale stvari. Toliko se bojiš, da ne bo hodil, mislim, otitak ne, ampak vse upaš, pa delaš vse, ne, da bi hodil, da bi to, da bi uno. In se toliko trudiš okrog njega, potem pa gledaš okrog sebe starše, ki imajo zdrave otroke, pa nič ne morajo. Mislim, niti se ne trudijo, da bi jih pustili, da bi jih naučili samostojnosti. Ne, pa so toliko majhni in tudi zdaj, pa so odrasli. Ne, in ne vem, enkrat smo se z Lukatom nekaj prerekala doma, ker je spet, mislim, vse normalno, a ne, puberteti, ne hod in se mi to zdaj grozen in je to razlago, ne, ker je nekdo v življenju, ker ne hodi in da on bi lahko šel kamorkoli. In pa sem jaz rekla, pa sej itak ne bi šel v trgovino po kruh, ker tudi drugi ne grejo. In on je naslednji dan v soboto zjutraj se oblekel in se zvlekel do dvigala in šel dol se na voziček in se odpeljal v trgovino in je prinesel kruh nazaj. Mislim, en drugmu kahod, tudi če bi mu to rekel, ne bi šel po kruh. Če zdaj ni hodil, to zdaj ne bi šel peš, ne vem, pa še malo mu šipkam na sohrik, pa tako, ne, ker smo na vasi, pa tako. In ne vem, dajte poskrbeti, da bojo otroci samostojni, samo to bi rekla staršem zdravih otrok. Oziroma jim tudi vedno rečem. Hvala lepa. Jaz bi rekla sem tu, da zdravje je najbolj pomembno, ne tiščati v sebi stvari, zmeraj se pogovarjati z drugimi in starši otrok, ki imajo zdrave otroke, bi definitivno rekla, da bodo res srečni, da imajo zdrave otroke. Ker taki ti razlagajo lahko 1000 problemov in pa si pa misliš, zahvali Boga, da ima zdravega, ne? In izpostavila bi tudi en tak problem, ker sem se jaz soočala z njim v osnovni šoli, mogoče še to zdraven učiteljem bi dala en nasvet, da čim več vključujejo vsako zadevo v osnovnih šolah, tudi otroke s posebnimi potrebami, ne jih izolirati. Ker našega sina lahko rečem, da za kakšne stvari so ga tudi izolirali. Naprimer vam dam, kamar je bila računalniška učilnica, on ni upal jeti v tisto učilnico, kljub temu, da si je ful želel biti z ostalimi učilnici in delati te stvari z računalnikom, na kar je mogel profesor potem neha namesto 45 minut jem po 20 minut, še posebej zdraven ostalih učencev. Za vsako reč se lahko dobi rešitev, obstajajo tudi električni stopnični vzpenjalci, ker lahko spremljevalci v osnovnih šolah pomagajo.
In pol ti pa rečejo, ker je sin prišel na osnovno šolo, ne, prav tam, kamar je hodil pač v 9-letko, in mu reče ta mentorca njegova mu rekla, ja, ti pa nimaš dosti znanja na računalniku. Slučajno sem jaz bila tam zdrava in sem rekla, veste, kako ga bo imel, ker on si je pa ful želel biti v računalniški učilnici, ful let z ostalimi otrocmi, pa ni upal jeti in je bil izoliran, je mu v skrajšenem časi pa z učiteljem, kljub temu, da je tisto več kot odpadlo, no? In se ni mogel definitivno tako naučiti, kot so se ostali naučili. In še tu bi rekla, da učiteljice bi mogle tudi čim več otroke s posebnimi potrebami tudi v osnovnih šolah reči, da bi se mogli kaj družiti za vikende, mogoče, da pridejo kdaj na obisk. Se ne reče, mojega sina so prišli obiskati, čeprav poredko s kljub opozorilom, tu bi apelirala, no, tako, kar sem videla tudi situaciji, kar se je zgodilo z mojim sinom. Najlepša hvala. Spoštovani in spoštovane, danes smo se pogovarjali. Pogovarjali smo se o temah, kot so dar, medsebojno spoštovanje, ranljivost, medsebojno sprejemanje. Pogovarjali smo se o pomenu tega, da imamo ob sebi nekoga, ki nas zares razume, ne ki se pretvarja, da nas razume. Pogovarjali smo se o pomenu tega, kar imamo in o tem, da ni nujno, da večno hlepimo po nečem več, ne da bi se vprašali, kaj to več sploh je, kaj naj bi to bilo. In velikokrat se znajdemo v situaciji, ko nevede sprejemamo nekakšno prepričanje, da je to, kar je več v življenju povezano z materialnimi dobrinami, naprimer, ali pa z denarjem. Sej včasih, če nima človek ničesar, to tudi drži, ampak kot ste vi rekli, in vi tudi, in pravzaprav vsi po vrsti živimo v moderni družbi, v kateri imamo veliko, mogoče celo česa kdaj preveč, ampak včasih se pa zazdi, da nečesa drugega imamo pa premalo. O tem smo se danes pogovarjali. Jaz se vam zahvaljujem za to, da ste bile tako dobri sogovorci oziroma sogovorke, ker pa imamo še malo časa za demokracijo, ali bi kdo k temu še kaj dodal. Prosim. Ali pa morda moje goste in gostje kaj vprašajo. Jaz imam vnučka s posebnimi potrebami, jaz sem njegova rednica. Jaz sem danes tukaj, ker sem prišla se pozanimati glede opisa na to šolo in sem se tudi priključila temu predavanju. In v bistvu se v vseh teh stvarih zelo vidim in vas zelo občudujem. In vam želim vso srečo in veliko moči in energije, da nadaljujete s tem, kar ste začeli, kar vam je življenje namenilo. Jaz ponovadi, kadar mi je hudo, se potolažam, ker si mislim, ok, Sanja, dobila si to, kar si dobila, eni so dobili še 100-krat hujš ali pa še 100-krat več. In potem nekako zgodam dan tudi naprej. Ali
vnuček se priključil Siriusu Kabnik, ne vem, mogoče ja, mogoče ne. Imam pa zmeraj upanje, da bo zame dobro poskrbljen, ker vidim, da še zmeraj veliko ljudi na tem svetu, ki delajo dobro. Tako da srečno naprej. Najlepša hvala za vaše misli. Malo prej smo se dotaknili ene teme, pa jo nismo odprli, dotaknili smo se je tradicionalne družbe. Evolucijsko so vse tradicionalne družbe temeljile zlasti na solidarnosti. Naši predniki ne bi preživeli brez tega. In na tem, da so bili skupaj, da so si pomagali, mi vemo, ker so nam to povedali antropologi, evolucijski psihologi in drugi znanstveniki, ko je 100.000 let nazaj nekdo zbolel, naši predniki so bili nomadi, oni niso šli naprej, oziroma če so šli skupaj, so ga nesli, so skrbeli za njega. Če se je rodil nekdo, ki se ni mogel premikati, ker je imel, naprimer, cerebralno paralizo ali pa kaj podobnega, ga niso pustili za vogalom in rekli, sorry, pač imaš to smolo. Nesli so ga s seboj in skrbeli so za njega, dokler je bilo treba. To so tradicionalne vrednote, ki so evolucijsko vgrajene v nas, ker smo njihovi potomci, pa če mi to vemo ali ne. Ni pomembno, da si to priznamo ali ne. To je v nas. In eden od namenov takih srečanj, kot je tale, je tudi to, kar ste vi izpostavili. Ključno v naših življenjih, ni to edino, ampak gotovo pa je ključno, je natanko to, da poskušamo biti skupaj. Zlasti seveda takrat, ko je težko. Ko smo vsi srečni, ni težko živeti. Ko pa nismo, je pa tako zelo pomembno, da imamo vsaj enega, ki zna in hoče biti zraven nas. Ni nujno, da kaj reče. Pogosto je v tišini dovolj, da je zgolj zraven nas. In potem je lažje živeti. Prosim. Jaz sem imela zdaj ta vikend eno anekdoto, ko bi rada delila z vami, bili smo v živalskem vrtu z Davidom. Sobota, lepo vreme, valjda taka gneča, ni bilo parkirišča, tam na urejenem parkirišču sva šla na makadam, dobila en plac, pa valjda mi se malo gegamo, da moraš rampu spustiti, to drugo, malo sem bila počasna, očitno za mano bil en voznik, ki sem jo blazno navila na rojstni dan. In se sparkira zraven mene na peš pot, dobesedno asfaltirano peš pot in mi totalno zapre prehod z Davidom. In zelo prijazno potrkam gospodu na vrat in pravim, oprostite, ampak ne morete tukaj parkirati, jaz ne bom mogla speljati z električnim vozičkom, imam otroka, ravno ga razlagam. In jaz sem bila totalno v šoku, o tej družbi govorim. Ne dotikaj mi se avta, pravi ti. Ja? Pravim, komplimenti ala mama, mislim, ne vem kaj da povem, komplimenti ala mama, kakšno vzgled ste še svojih čerki. Res se mu je vodilo, morajo tam, mislim, jaz sem bila, če sem redarstvo upisala temu drugemu, vse je valjda nič iz tega, ker ga niso direktno zalotili, ampak meni je to bilo neverjetno taka reakcija. A po drugi strani se nama zgodilo v živalskem vrtu, da sva se nekaj zataknila z Davidom na eni situaciji tam, da je ni mogel premagovati eno oviro, pa so pomagali še eni starši, so bili zraven, to je pomagal vse, ampak bilo premalo, pride gospod ogroman, istetoviran, da ga po noči srečam, da se ga je ustrašil, ampak tip je pomagal dvignut voz, preskočil, gospod ni problema, vse tih 200 kil premaknil in ja, mislim, po eni strani jaz sem doživela od 0 do 100. Tega prvega bi ubila tam. Mislim, tako se reče.
Ja, tako se reče, opozorili so me, da ne smem tukaj v Sloveniji, ker mi vsako malo ubijamo dol, zares ne. Mislim, to mi, jaz sem bila tako v šoku, mislim, kako si sploh, ne dotikaj se mi avtomobilo, krpico sem skoraj vzela, da mi izglanca. Mislim, neverjetno. Meni to je meni neverjetno, ker vzgojena sem, da se dvignem v avtobusu, ko je ena starejša oseba, ko je nosečnica, ko je... Prvi nagon bi bilo, da pomagam, a ne da me... In isto sem doživela na reki, enkrat me zraven mene v Senci parkirala na mlada dama v kabriju in dobrem avtu. In vidim je, ona hodi normalno v trgovino, tam parkirišče za invalide pa je parkirana. Jaz razlagam Davida in se vrnem in vprašam me res, onako srkala, katero pa invalidnost imate vi? In pravijo na meni tako avtomatično isto. Glupa čeveda je sfrustrirana. No sem se halo, mislim, to sem doživela, sem bila tudi ono, to imam besedo, komplementjala mama, to vedno povem, ker enostavno sem šokirana, s tem sem šokirana, to so gluposti, to so parkirišča. Ampak tako družbo imamo, jaz tukaj se mi tega ne zavedamo, mi se tega tukaj ne zavedamo, ker mislimo, da je normalno. Ampak enostavno vse manj empatije je, jaz sem mogoče tudi bila malo preveč sarkastična s tem, mene bi bilo sram, tudi mogoče sem prej se kdaj, ne spomnim se tega, da sem se kdaj parkirala res na parkirišče za invalide. Ampak če bi jedan to omenil, mene bi bilo tako sram v moji preteklosti, predtem sem bila. Danes nobenega to ni, še te zmerjajo nazaj. In o tej družbi govorim, no danes tega me imam strah. Super, hvala za to anekdoto oziroma za to pripoved. Jaz bi zaključil z nečim, kar po mojem dobro povzema to, o čemer smo danes govorili, zlasti vi zdaj na koncu. Preden sem prišel sem bil v eni vzgojni skupini, vzgojitelj je tukaj za mano, te vzgojne skupine, in je sprožil je, moj mir namreč, je sprožil eno temo, o kateri smo govorili, in je rekel, kaj pomeni izraz, ki ga poznamo vsi, da se oglasi vest. Mi smo razpravljali o tem, z otroki, pač tisti, ki smo bili svetelno, mi smo razpravljali in smo ugotovili, da se vest, zelo preprosto rečeno, ampak se zaključek, oglasi na dva načina. Enkrat se nam oglasi takrat, ko nas zagrabi, da bi naredili nekaj, ali pa smo morda že na poti, da to naredimo, kar ni v redu. Mi imamo evolucijsko ugrajeno vest, ki nam pove, kaj je v redu v življenju in kaj ni. Ni treba imeti doktorata iz antropologije, mi to preprosto vemo, čutimo, intuicija nam pove, nekaj je prav, nekaj pa ni prav. Ampak vest se nam oglasi še enkrat. To je takrat, ko naredimo nekaj, kar je prav. Ko vidimo človeka, ki je v stiski, mogoče je nekdo padel v reko in bi lahko utonil, in brez razmišljanja skočimo za njim, še sami ne vemo, če bi nas nekdo vprašal, zakaj si pa to naredil, bi mogoče rekli, pojma nimam, ne vem, sorry, bom pol kasneje razmišljal. Se pravi, najprej nekaj naredimo, tudi takrat se oglasi to, kar označuje slovenska beseda vest. Imamo namreč izjemen notranji občutek izpolnjenosti, da smo naredili nekaj, kar je prav, da smo naredili nekaj, kar je dobro in čutimo, kako zelo koristno, pomembno, smiselno je za naše življenje, da to ponovimo. To preprosto vemo. To je zanimivo, nekaj čudežnega je v tem. Ko naredimo nekaj, kar ni prav, bolj ali manj nujno vemo, da ni prav in se slabo počutimo. Razen kakšnih psihopatov, sociopatov in drugih. Vemo zdaj in v tem svetu, o tem ne bomo. Da so ljudje, ki so pripravljeni reči, cela civilizacija bo začela umrla, ampak nas zanima nekaj drugega. Ko naredimo nekaj dobrega, preprosto vemo, da smo to naredili in vemo, da je to dobro. Spoštovane
še enkrat. Hvaležen sem, da ste bili in da ste še vedno danes tukaj. Vam še enkrat hvala za vse, kar ste delili z nami in želim vam vse dobro. Upam, da to naslednjič, ker naslednjič, vsaj kar se mene tiče, zagotovo bo. Hvala lepa. Dovolite samo še za zaključek, še moje sporočilo. Hvala Dušanu za izjemno vodenje in mislim, da še en močen aplavz zaslužijo naši pogumni starši, ki so se bili pripravljeni izpostaviti. Gospa Vesna, gospa Alenka, gospod Gašper, gospa Majda, gospa Tanja, in gospa Petra. Ena zahvala pa tudi gospe Brigiti, ki se je pa danes odločila, da bo na drugi strani med poslušalci. Upam, da vam je bil tale naš moderirani pogovor všeč. Zahvala tudi vsem za odarju, ki so poskrbeli in pomagali izpeljati ta današnji dogodek. Najlepša hvala in najlepša hvala.